Hej, kaj če si najprej vsi privoščimo en velik kozarec vode? Zala tukaj in danes bom govorila o knjigah, ki sem jih prebrala marca. Ta mesec sem brala v ekstremih. Prvi ekstrem, cute, ljubezen, pišemo ljubezenska pisma. Drugi ekstrem, njami, jemo človeško meso. Tretji ekstrem, juhu, hodimo po puščavi. Lahko uganete, v kateri ekstrem spada prva knjiga, How to Fail at Flirting. Drugi ekstrem, jemo človeško meso, haha, hec. Čeprav. Ta knjiga je popolna za tiste, ki imate radi, da glavna karakterja postaneta par že na začetku knjige. Jaz osebno nisem taka, če se prej kot na 85% knjige primeta za roke, potem adijo. Profesorica Naja se odloči, da bo šla v bar in si napisala to-do list, na katerem so stvari kot flirtaj z neznancem, naj ti nekdo kupi pijačo, one night stand. V baru spozna Jakea in skupaj odkljukata stvari na seznamu. Druga knjiga, To All the Boys I've Loved Before, Netflix film. Ste tudi vi napisali ljubezensko pismo vsaki simpatiji, tudi če so vam bili všeč samo 3 sekunde? Ja, no to je naredila tudi Lara Jean. Sicer teh pisem nikoli ni poslala, je pa na kuverte napisala naslove, tako da jih je lahko poslal nekdo drug. En od naslovnikov je fant njene sestre, en pa sošolec, Peter, s katerim se začneta pretvarjati, da sta skupaj. V drugem delu, P.S. I Still Love You, Lara Jean naveže stik še z enim prejemnikom njenih pisem, prijateljem iz otroštva. Všeč mi je bila scena s hišico na drevesu, ne toliko dogajanje, ampak vibe, ali pa so mi preprosto sem res všeč hišice na drevesu. Patricia Wants to Cuddle. Romantična knjigica o Patriciji, ki se rada carta. Približno. Zadnje 4 tekmovalke v šovu The Catch, oziroma The Bachelor, oziroma Sanski moški, grejo na en tak malo strašljiv otok. Predstavljate si, da grejo Ariana, Kristina, Hana in Lara na en otok in se tam dogajajo čudne stvari. Jaz sem to knjigo prebrala v enem dnevu. Noro je zabavna, čudna, odbita, ful sem se smejala. Načeloma je grozljivka, ampak jaz bi rekla, da je bolj satira. Naslednje jutro sem se zbudila pripravljena na še eno tako čudno, strašljivo, odbito knjigo. In namesto zajtrka sem pojedla novelo Things Have Gotten Worse Since We Last Spoke. In ojoj, je bilo to slabo za apetit. Abigail na enem portalu, naprimer Bowhi, objavi oglas za star lupilec za jabolka. Odzove se Zoe, ki napiše nekaj v smislu: hej, jaz bi kupila ta lupilec. In potem je Abigail tak: hej, hvala, obožujem te. In se začneta pogovarjati in postaneta prijateljici. Njuno prijateljstvo ne prinese ničesar dobrega. Ta knjiga bo všeč vsem, ki radi berete o pokvarjenem mesu, mučenju, dinamiki master-slave in trakuljah. V tretjem delu serije To All the Boys I've Loved Before, Always and Forever, Lara Jean, je Lara Jean v zadnjem letniku srednje šole in ni sprejeta na faks, ki je bil njena prva izbira. Privaja se na spremembe in razmišlja, kaj bi naredila, in ugotavlja, da življenje ni vedno tako, kot si zamislimo. Life Ceremony je bila še zadnja knjiga Sayake Murate, ki je nisem prebrala. 13 kratkih zgodb o ženskah, ki so drugačne. Vsaka zgodba služi neke vrste kot komentar na sodobno družbo. Zakaj ne bi izdelovali oblačil iz človeških las? Zakaj ne bi ob smrti človeka skuhali in ga pojedli? Zakaj se ne bi zaljubili v zaveso? Moja najljubša zgodba je Hatchling. Govori o Haruki, ki se od nekdaj okolici prilagaja na način, da spremeni glas glede na vlogo, ki bi jo naj igrala. Zdi se mi, da to vsi delamo do neke mere in mi je bilo vedno zanimivo opazovati, kako začnemo oponašati ljudi, s katerimi preživljamo svoj čas. Haruka pa gre še bolj v ekstrem in si za vsako skupino ljudi, s katerimi se druži, ustvari nov karakter, ki ga igra, ko je z njimi. Na tej točki je bil čas, da neham brati o kanibalizmu. Odločila sem se prebrati eno klasiko, ki je še nisem, Alkimista. Zdaj, ko gledam, se si mogoče danes s tem gospodom na sliki malo podobna zaradi frizure. Pastir Jakob se odpravi na iskanje zaklada in osebne sreče in že dolgo nisem brala take vrste knjig. Uživala sem v opisih narave in čeprav je precej osladna in malo naivna, moram priznati, da me je inspirirala in sem se počutila srečno, ko sem jo brala.
In V gorah odzvanja je zadnja knjiga, ki sem jo prebrala marca. To je roman, ampak je v bistvu bolj zbirka kratkih zgodb, ki se prepletajo. Nekaj podobnega kot Love Actually, glede zgradbe, ne dogajanja, čeprav tudi te zgodbe v bistvu povezuje ljubezen v različnih oblikah. Ene so meni zelo ganne, sploh ena nepričakovana romantična ljubezenska zgodba. Se pa dogajanje knjige v enem delu prestavi iz Afganistana in takrat sem iskreno malo padla iz vzdušja. Vseeno zelo lepa knjiga, vredna branja že sem zaradi tiste ene zgodbe. To je vse za danes. Hvala, če ste ostali z mano do tukaj. Javite se mi, če ste ali pa če boste prebrali knjigo Things Have Gotten Worse Since We Last Spoke, da gremo skupaj čez te travme, ker jaz te knjige nikoli ne bom pozabila. Hvala in adijo.